give a bit of to me, and I give a bit of to you. Give a bit of to me. Medtem ko se marsikdo sprašuje, kam plujemo, je za nami najuspešnejša od vseh parad ponosa doslej. Tako množična ni bila še nikoli. Z gotovostjo lahko trdimo, da ni bilo Slovenca oziroma Slovenke, kakor tudi ne državljana Slovenije, ki bi izostal. Med udeleženci smo tako opazili komaj 6-mesečnega Hrabroslava, ki je neustrašno hitel prispevati svoj delež k skupni stvari. Upokojenka Jožefa se je, čeprav jo muči išijas in jo trga po sklepih, da o njeni mizerni penziji sploh ne govorimo, podvizala, saj ni hotela zaostajati za mlajšimi udeleženci. Tudi jaz hočem prispevati svoje, pa je bil odločen brezposelni šofer Radovan, ki skuša medtem, ko je na čakanju, ohranjati delovno kondicijo s plavanjem. Našo stvar so podprli tudi prihodnji rodovi. Bodoča mamica Marjanca je tako v torek prispevala kar dvojno mero ponosa. Žal je ta lepi trenutek nesramno izkoristil prvak opozicije Janez Janša, ki se je podvizal pokvariti vzdušje z izjavo. To je denar, ki ga bodo vaši vnuki morali plačati, ne? Še sreča, da se je prisebna urednica TV Slovenija Ljerka Bizilj bliskovito odzvala in ga podučila. Ja, pa vaši otroci in vnuki tudi, no. Da. Ja, seveda. Jaz se tega zavedam, zato se proti temu borim. In prav je tako. Naj se Janša izgovarja, kolikor hoče. Nazadnje bodo tudi on in njegovi otroci morali, tako kot vsi drugi, prispevati po 450 evrov. Toliko preračunano po glavi državljana namreč znaša torkova 900-milijonska dokapitalizacija dveh naših največjih bank. 500 milijonov evrov bomo ponosno vtaknili v našo vsem tako drago novo Ljubljansko banko. Le nekaj manj, to je 400 milijonov evrov, pa bo dobila nova kreditna banka Maribor, tako da se Štajerci ne bi čutili prikrajšani. Nujno sporočilo. Vodstvo tržiškega peka poziva Slovence naj njihovemu podjetju, ki je v težavah, pomagajo z nakupom pekovih čevljev. Izkazalo se je namreč, da tuji kupci za nakup cele tovarne niso zainteresirani. Z veseljem sporočamo, da se je na vabilo k nakupu že odzval državni sekretar v kabinetu predsednice vlade Gašpar Mišič. Za nakup se je odločil potem, ko je izvedel, da imajo tržiški šuštarji odlična kopita. A vrnimo se k že omenjeni dokapitalizaciji. Prispevati po 450 evrov na glavo prebivalca je seveda neprijetno. Toda naši zavedni občani so k sanaciji pristopili z izjemnim ponosom. Še posebej dobro se jim je zdelo, ko so le dan potem, ko je padla odločitev o 500-milijonski dokapitalizaciji Nove Ljubljanske banke, v časopisih prebrali, kako se je v eni od obalnih gostiln zbrala družba opremljena z majčkami z logotipom NLB. Šlo je za tako imenovani team building, ki se je začel z jutranjim jadranjem, nadaljeval pa z vožnjo gokartov ter s prijetnim druženjem ob hrani in pijači. Rad imam mleko, si je ob tem mislil mali Hrabroslav in takoj razumel, kako naporno je življenje bankirjev. Bodoča mamica Marjanca pa je bila zadovoljna, da je niso povabili na gostijo. Bil je namreč eden tistih dni, ko se je upiralo prav vse razen kislih kumaric.
Kako se pa ti žrtvujejo za narod, je sočutno zavzdihnila upokojena gospa Jožefa ob pogledu na vse, ki so si kvarili sluh med dirko z gokarti. Izjemno vesel sem, da so naši bančniki takoj zajeli svež kapitalski veter v jadra, pa je dogajanje komentiral brezposelni šofer Radovan. Ja, in k temu, če dobro premislimo, res ni kaj dodati. Give a bit of to me, and I'll give a bit of to you.